naslednjem prispevku si ogledamo meščansko stanovanje z malo neobičajno postavitvijo tlorisa in z elementi, ki so vse prej kot zadržani. Ekstravagantno stanovanje so opazili tudi filmski producenti in tu posneli nekaj prizorov novejšega slovenskega filma. Naše kamere pa so seveda zabeležile še več. Tole stanovanje res človeka ne pusti ravnodušnega in eden izmed dokazov, kako dobro premišljeno je oblikovano, je to, da čeprav deluje sveže prenovljeno, je v resnici staro že 9 let. Tina, pozdravljeni. Povejte nam najprej, kakšna pot vas je vodila do tega lepega meščanskega stanovanja? Stanovanje sem iskala kar nekaj časa, mislim, da je bilo celo 3 leta. Torej, pri tem stanovanju mi je bilo všeč to, da je bilo v zelo slabem stanju, da je v bistvu bilo potrebno totalno prenove. Torej, zato sem imela proste roke pri oblikovanju. Treba je bilo zamenjati vse inštalacije, vsa okna, nekaj sten. In to je v bistvu taka svoboda pri oblikovanju. Kako ste se torej lotili dela? Kako ste preuredili osnovni tloris? Torej, najprej sem podrla vse stene, ki jih je bilo možno podreti. Potem sem pa priredila inštalacije. V bistvu je v meščanskih stanovanjih so ponavadi kuhinje na dvoriščni strani. Ker sem pa jaz lahko spreminjala inštalacije, torej vodne inštalacije, ki ponavadi narekujejo zasnovo, sem premaknila kuhinjo na južno stran oziroma na sončno stran. Zato, ker se mi je zdelo, v bistvu sem si želela imeti kuhinjo bivalno in v bistvu kuhinja ne izgleda kot kuhinja, ampak je kot salon, torej združena je z jedilnico in dnevno sobo in zato sem tudi materiale uporabljala drugačne. Greva še korak nazaj. Hkrati ste arhitektka, pa hkrati ste šivilja oziroma oblikovalka tekstila. V kakšnem razmerju ste ti dve dejavnosti pri vas? Prvenstveno sem arhitektka, tako da se ukvarjam z interierjem in arhitekturo, vendar je pa šivanje že od mladosti moja strast. To poznavanje materialov in tekstila sem uporabljala tako, da sem naredila kar nekaj blazin, tapecirala sem ene kose v spalnici. V Tininem stanovanju ni klasičnega dnevnega prostora s televizorjem v središču. Ob večerih, kadar nima družbe prijateljev, v stanovanju odmeva le zvok šivalnega stroja. Ko je oblikovala interier, se ji je zdelo nujno, da ima ločeno delovno sobo. Tu sta zdaj njen arhitekturni biro in ljubiteljska šivalnica. Omara je narejena iz grobih vodoodpornih vezanih plošč, ki imajo posebno teksturo. Slednjo je še dodatno poudarila z dimno modro barvo. Veliko ploskev omare je razčlenila s kvadratnimi delitvami in dekorativnimi ročaji. Tina ugotavlja, da je idejo nezavedno našla pri arhitektu Ravnikarju oziroma na stenah Cankarjevega doma. Vaš delovni atelje zaznamujejo tudi svetila. Kakšna je njihova zgodba? Luči so bile pozabljene na nekem podstrešju osnovne šole. In smo zamenjali električne napeljave, jih pobarvali in v bistvu zdaj so tukaj. In so zelo, zelo dobro vidne in so čisto novo življenje zaživela. Bravo. No in zdaj se ustavijo še v kuhinji, ki se mi zdi, da je tak osrednji element celega stanovanja. Ne more človek, da ne bi opazil tele tapete oziroma stenske poslikave. Kakšna je njena zgodba? To poslikavo mi je pomagal izbrati prijatelj, kolega Frederik, ki je oblikovalec iz Pariza. In najprej je bila tapeta, potem je bila barva kuhinje. Aha. Zakaj točno vas je pa nagovoril takle orientalski motiv? Rada potujem in v bistvu se mi je zdelo to v vsakdanjem življenju in tak lepo pomin. Zelo markantna je zrcalna stena ob vstopu. Gre za neke vrste predelno steno, ki loči spalni del od vstopne veže. Lamele so vrtljive, tako da je ogledalo lahko enkrat na vhodni strani, drugič v spalnici. V lamelah so nameščeni LED svetlobni trakovi, tako da je stena hkrati tudi svetlobno telo. Postelja je vgrajena v dvignjen podest. To je pravzaprav horizontalna omara s skritimi predali. Z dvignjenim podestom je želela spalnico še odločneje ločiti od vstopne veže.
Posebnost stanovanja je tudi skrivni prehod iz delovne sobe v spalnico, ki je skrit v veliki omari delovne sobe. Tina je izkoristila odprtino v kuhinjski steni in vanjo postavila police. Skrita niša je vitrina za kozarce, ki jih lahko najde samo tisti, ki dobro pozna stanovanje. Meni je zelo zanimiva tistale klopca, a je iz enega kosa, od tlele ne vidim dobro. Ja, ta klop je v bistvu posebno delo arhitekta in oblikovalca Roberta Dolinarja, ki je ročno narejena. In v bistvu je iz gorskega javorja in je iz enega kosa, to je njena posebnost. V bistvu je les v taki res žlahtni obliki, ker se vidi, da je na roke narejen, na roke obdelan. Kopalnica je prvotne velikosti. Če bi jo povečala na račun vstopne veže, bi povečala stroške prenove. Ker pa si je zelo želela banjo, jo je domiselno postavila v spalnico. Banja je skrita, tako da se je podnevi niti ne opazi. Spalnica je z dvignjenim posteljnim podestom, ki je oblečen v tekstilno oblogo, in skrito banjo, pravi mali budoar. Stanovanje je navdušilo in prepričalo tudi filmarje. V njem so posneli nagrajeni slovenski film režiserke Tijane Zinajić, v katerem ima prav ta spalnica pomembno vlogo.